Evo, moje ime je Nataša. V imenu ekipe Moj psihoterapevt vas vse lepo pozdravljam. Veseli smo vedno, da nam se udeležite v takem velikem številu. Danes pa imamo eno posebno temo. Imamo webinar z naslovom Ko imam rada sebe, lahko imam rada tudi tebe. Z gospo Natašo Bernik, psihoterapevtko, s katero sodelujemo že nekaj časa, se bomo tekom današnjega večera pogovarjali o odnosu do sebe, kako iskati stik s seboj, kako razvijati lastno vrednost, ter o odnosih z drugimi, o soodvisnosti in o perfekcionizmu. Današnji webinar predstavlja v bistvu en uvod v spletni program, ki smo ga z gospo Natašo pripravili na našem spletnem mestu. Zasnovanje k interaktivno orodje, ki nam pomaga spoznati same sebe v odnosih. Več o programu boste slišali v nadaljevanju. Na koncu samega webinarja pa bodo možne tudi predprijave. Vam povemo še nekaj podatkov o tem. Zdaj čist predno še začnemo, še nekaj tehničnih informacij. Webinar se snema. Povabljeni ste, da med našim dogodkom vklopite kamere, če želite. Vaši mikrofoni pa naj bodo zaenkrat utišani. Če bi slučajno imeli kakšna vprašanja, jih prosim napišite v chat. Na koncu pa boste imeli tudi priliko, da vprašate direktno gospo Natašo, če boste kaj želeli ali karkoli drugega. Evo, jaz zdaj lepo pozdravljam našo sogovornico, gospo Natašo Bernik. Ona je specializantka gestalt psihoterapije. Svoj študij je začela na Univerzi Sigmunda Freuda v Ljubljani. Kasneje, 2015, pa je radovedno speljala še v Los Angeles na Life Master Institute, ki je prejela certifikat Dream Builder Coach. 2 leti potem pa še je končala jungovski coaching program v Ljubljani. Gospa Nataša, dobrodošli, veseli smo, da ste z nami in jaz vam z veseljem zdaj prepuščam besedo. Hvala lepa, Nataša. To se vse v imenih ne moramo zmotiti, ker smo obe Nataši. Ja. Lep pozdrav in dobrodošli, prav lepo vas je videti v takem številu. In ko vidimo vse te obraze na ekranu, se kar malo manj počutim samo tule na tej strani kamere. Ja, res je, večino mojega odraslega življenja me zanimajo odnosi. In čeprav moj fokus ni bil ves čas tako intenziv. Oprostite kamero, mislim zvok. Me zdaj slišite? Ja, okej. slišimo. Nekdo mi je vzel glas. Če bo karkoli, da me ne boste v redu slišali, kar povejte, da bom jaz vedela, kje smo. Ves čas, večino mojega odraslega življenja me zanimajo odnosi, največja motivacija za to, da sem se toliko fokusirala na odnose, je pa bilo to, da si želim eno zdravo, zadovoljujoče partnerstvo. In ker so bili za mene odnosi zelo naporni in dušeči in sem večino časa v odnosih čutila eno to ambivalenco med tem, da če rečem ne, potem bom izgubila tebe, in če rečem ja, potem bom izgubila sebe. In ta ambivalenca med tem dvojem je bila za mene ena taka nerešljiva uganka. Ker nisem želela biti z nekom samo zato, da ne bi bila sama, nisem si pa tudi znala ustvariti enega zadovoljujočega partnerstva. In živeti na tak način, ves čas v nekem strahu, a bom izgubila to osebo ali jaz v odnosu ne bom jaz, je na nek način zelo naporno in frustrirajoče.
najti odgovore na ta vprašanja, ki sem jih v odnosih si ves čas zastavljala, kaj vraga drugi vejo, kar jaz ne vem, sem v bistvu dobila šele skozi svoja terapevtska srečanja in skozi eno poglobljeno delo na sebi, ko sem začela odkrivati te majhne koščke, ki so mi do takrat manjkali in ki mi zdaj pomagajo, da lažje prepoznam, kaj je to, kar jaz zase rabim, da lažje upoštevam sebe. In pa tudi to spoznanje, da največ, kar lahko v nekem odnosu dam, je v bistvu sem jaz, je to, da dam sebe. To pomeni, da z drugo osebo delim svoj svet, da z drugimi delim svoje občutke, svoje razmišljanje, svoje dvome, strahove in da ta moj svet, ki ga drugemu pokažem, če imam srečo, na drugi strani potrka na podobno doživljanje pri drugi osebi. In da to da dovoljenje drugi osebi, da z mano podeli svoj svet in da se na tak način lahko srečava kot dva človeka. Vsej svoji podobnosti in različnosti, a ne? Težava pri tem, da z drugo osebo delimo svoj svet, se pa pravzaprav začne zaradi tega, ker nimamo sebe, a ne? Ker težko prepoznam svoje občutke, ker nimamo dostopa do njih. In seveda, če nimam dostopa do svojih občutkov, potem si tudi težko ustvarim neko svoje mnenje in posledično začnemo ugajati drugim, iščemo potrditve od drugih ljudi tam zunaj in odobravanje. In vsakokrat, ko ne izrazim bodisi svojega mnenja, pa da mi nekaj ni prav, pa tudi kaj mi je všeč, na ta način na cedilu pustim sebe, a ne? In če ne izražam, če ne dam feedbacka, kako je pa za mene nekaj, kako je pa meni živeti ob tebi, to pomeni, da mene v tem odnosu ni. Če jaz ne dam svojega vložka v ta odnos, potem mene v tem odnosu ni. In vse to je bil razlog za ta program, o katerem danes je bilo nekaj povedanega na začetku. Namen tega je, da jaz najprej spoznam svoj svet, svojo zgodbo, svoje občutke in da sem jaz lahko jaz na moj način, ne na tvoj, na moj. Ker s tem, ko sem jaz lahko jaz na moj način, jaz osrečim sebe. In hkrati s tem, ko ohranim povezanost s teboj, tudi osrečim tebe. In jaz sem dolg časa mislila, da biti srečen pomeni, da sem ves čas nasmejana, da mi vse v življenju teče in tako naprej, ampak v bistvu ni čisto tako. Jaz sem srečna takrat, ko sem lahko to, kar je moja notranja resnica, ko sem lahko to, kar jaz v tem trenutku čutim, da je zame res. In glede na okoliščine, v katerih sem. In če, ne vem, doživim nekaj v svojem življenju, kar, ne vem, mi nekdo umre, nekoga izgubim, meni ljuba oseba me zapusti, nočem biti vesela, ampak sem v tistem trenutku žalostna in to, da si dovolim izraziti to žalost ali pa karkoli že pač takrat zame je, to pomeni, da sem jaz lahko jaz in da jaz na ta način osrečim sebe. In če sem že prej omenila to, da v odnosih težko damo sebe, zato ker nimamo sebe, bi temu lahko rekla, da se na nek način zapustimo, da razlogi za to, da razvijemo to vedenje, ta vzorec zapuščanja sebe, se v bistvu začne že v primarnih odnosih. To ni nekaj, kar začnemo početi potem v odraslosti, ampak večinoma pridemo v odraslost z tem razvitim vzorcem. Začne se v primarnih odnosih pa v bistvu na zelo preprost način.
ko se rodimo, kot otroci imamo samo dve bazični potrebi. Ena je potreba po avtentičnosti, se pravi, da sem jaz lahko jaz taka, kot sem, in druga je ta potreba po navezanosti, da sem jaz lahko, da lahko hranim povezanost s teboj v svoji živosti. In seveda zato, ker smo kot otroci odvisni od svojih staršev, je povezanost življenjskega pomena za nas. In če moram izbirati med menoj in teboj, potem otrok potlači sebe, zato da ohranim povezanost s teboj, ker je moje življenje odvisno od tebe, da preživim. In zato, ker tebi ugajajo oziroma ker so tebi všeč samo določene moje lastnosti, se jaz zelo hitro kot otrok naučim, kaj je tisto, kar je tebi všečno in kaj ne. In tisto, kar ti ni všečno, potlačim. In na ta način se začnem prilagajati in začnem ugajati drugim. In tu ta vzorec zapuščanja sebe, temu pravimo travma zapuščenosti. Ja, takrat je bil problem, da me starši niso zmogli slišati, niso zmogli videti in tako naprej. Ampak zdaj, ko pridemo v odraslost, ni več problem to, da me starši niso zmogli slišati ali pa da so me ignorirali. Temveč zdaj v odraslosti jaz ne zmorem slišati sebe, ker je tu toliko enih zamrznjenih občutkov, enostavno ne zmorem priti do tega, kaj je tisto, kar jaz v tem trenutku sploh čutim. In zato se prezrem, se ignoriram in velikokrat slišim, da ljudje v odnosih uporabljamo, saj jaz bom že, samo da se ne kregamo, samo da je mir v hiši, jaz bom že. Ali pa, ne vem, se ubadamo zelo veliko z drugimi ljudmi, rešujemo njihove probleme, na drugi strani jim pa zamerimo, zato ker ves čas od nas nekaj pričakujejo, a ne. In na neki način celo življenje smo vodeni na način, da drugi boljše od nas vejo, kaj je za nas dobro, kot pa mi sami. Najprej to poslušamo od staršev, potem v šoli poslušamo od učiteljev, potem pridemo v službo, to vejo zelo dobro za nas šefi, potem vlada ve, kaj je dobro za nas. Se pravi, da smo ves čas nekako vodeni s to miselnostjo, da mi zase ne vemo, kaj je za nas prav. In zato velikokrat v življenju počnemo to, kar mislimo, da se spodobi, bi morali početi ali pa je prav, da se počne, lahko bi počeli. Se pravi, da živimo na način, tako kot okolica od nas pričakuje, da je prav, a ne. Cena, ki jo pa za to plačamo, je pa v bistvu zelo visoka. In to je tisto, da izgubimo sebe. Da v bistvu jaz, ko pridem v odraslost, niti ne vem točno, kdo sem. Seveda si na podlagi tega, da ponavljamo te vzorce iz otroštva, potem izberemo partnerja, izberemo prijatelje, ki se do nas vedejo na nespoštljiv način, nas izkoriščajo, z nami manipulirajo. In seveda na enak način počnemo mi s seboj. Ne znamo se slišati, ne znamo se upoštevati, in najdemo 1001 način, kako zbežimo, bodisi iz odnosov ali pa bodisi zbežimo pred seboj. Zato, da mi ni treba ostati s to praznino, ki jo v tem trenutku čutim v sebi. To oziroma ta vzorec zapuščanja samega sebe je naučeno vedenje. In je postal kot posledica način soočanja s tem, ker je okrog nas
bila neka nezdrava, disfunkcionalna družinska dinamika. In ker smo bili takrat odvisni od tega, da so naše potrebe zadovoljili naši starši, se pravi, da smo bili odvisni od njih, je to nastalo kot neka preživetvena strategija, ki nam je takrat pomagala, da smo lahko nadzorovali te okoliščine in ljudi, da smo se izognili posmehu, da smo se izognili temu neodobravanju, mogoče celo izgubi odnosa. In seveda so vse to občutki, ki sprožajo neko fizično bolečino, čeprav je na čustveni ravni. In na tak način potlačimo v sebe te občutke, ne naučimo se, da je treba tudi sebe in svoje potrebe upoštevati. Pravzaprav dojamemo, kot da mi ne smemo imeti svojih potreb, da nimamo pravice do tega. In če smo bili za povrh vsega še nagrajeni za svoje dosežke, za to, kar smo naredili, bili pohvaljeni samo za nekaj, kar je bilo res, ne vem, bodisi tekmovanja, bodisi ocene, kar je bilo povezano samo z našim delom. Potem je to še ekstra sporočilo, da jaz kot oseba nisem pomembna, da jaz kot oseba ne štejem, ampak da šteje samo to, kar sem jaz naredila. In na tak način se naravnam na nek minimum, da moje potrebe niso pomembne, da moji občutki niso pomembni, in naravnam se tudi na to, da ne zahtevam zase veliko, da nisem moteča, da za svojo okolico nimam nekih zahtev, pričakovanj, da sem čim bolj nevidna in nemoteča za okolico. In na primer, ena izmed strategij, da utišamo svoje občutke, je hrana. Da zapolnimo to praznino, ki jo imamo v sebi, je to eden izmed načinov zapuščanja samega sebe in je tako samouničujoč, v bistvu, cel vzorec tega zapuščanja sebe in prispeva in k tesnobi, ki jo čutimo v sebi, k nizki samopodobi, lahko postanemo depresivni, in seveda si tudi ne moremo ustvarjati. Če smo v sebi toliko zelo neizpolnjeni in prazni, si težko ustvarjamo neke zadovoljujoče odnose. Le kako bi si jih, a ne? Teh načinov zapuščanja sebe je verjetno skoraj toliko kot ljudi. Eden izmed njih je recimo, da ne zaupate svojim občutkom. Se pravi, da takoj, ko pride do tega, da bi se rabili odločiti potem, ozirati na to, ali pa se sprejeti neko odločitev, kaj si jaz želim. Takoj začnem razmišljati, analizirati, in to razmišljanje služi temu, da nadomestim pomanjkanje svojih občutkov. Potem je eden izmed načinov, da drugim prepustite, da sprejemajo odločitve namesto vas. Ker če vedno vsi vejo več kot jaz in celo življenje poslušam, kako drugi več vejo, kaj je prav za mene in kaj ne, potem z lahkoto prepustim, da se drugi odločijo namesto mene, ker drugi vejo več kot jaz. Potem je to, da drugim poskušam ugajati in ugoditi. Da, ne vem, najdem neke načine, kaj je tisto, kar bo drugim všečno, in naredim tako, da bo za druge prav, ne glede na to, da meni ni.
ali pa recimo si ustvarjam enostranske odnose. Pravi, da se vedno znova jaz trudim, da vzdržujem stik, da vedno znova jaz poskušam se pogovoriti, ko pride do nestrinjanja, da jaz organiziram, kam gremo na dopust in tako naprej. Da sem jaz tista gonilna sila v odnosu, ki skrbi za to, da ohranjam stik z drugo osebo. Potem je eden izmed načinov perfekcionizem. Pravi, da imamo od sebe tako zelo visoka pričakovanja, da jih je skoraj nemogoče doseči, da si ne dovolim delati napak in ne glede na to, koliko naredim, kaj naredim, vedno bi lahko bilo še boljše. Nikoli ne pride tiste pohvale, tiste potrditve, ja, bravo, Nataša, to si pa dobro naredila. Vedno bi bilo, ja, saj je bilo dobro, ampak tole bi pa še lahko. Potem je en način samokritičnost in obsojanje. Da niti ne čakamo, da nas bodo drugi kritizirali, da smo že sami toliko kritični do sebe, da vedno najdemo nek razlog, zakaj ni bilo dovolj. Potem, da se ne zavzemate zase, recimo. Da ne prosite za to, kar rabite, da ne postavljate meja, da dopustite, da vam drugi nalagajo in na nek način vas izkoriščajo. Teh vzorcev je še in še, recimo toliko malo za občutek, da lažje veste, o čem govorite in da mogoče kaj od tega prepoznate tudi pri sebi. Ta vzorec zapuščanja sebe je pa zelo povezan tudi z zaupanjem vase. Seveda tudi še z marsičim drugim. Ampak zaupanje je eno izmed tega, ki tudi zelo široko vpliva, bodisi na odnose, bodisi na to, na kak način se lotevamo v poklicu, kjerkoli, koliko si dovolimo raziskovati, si dovoliti delati napake in tako naprej. In zelo pogost cilj, ki ga slišim v svoji praksi od ljudi, rečejo, ja, želim si biti bolj samozavestna, želim si, da bi me drugi spoštovali, da bi me sprejeli tako, kot sem, namesto da vse naredim za druge, pa me v bistvu nič ne spoštujejo, ne. In ljudje s soodvisnim, ki si ustvarjajo soodvisne odnose, se tako zelo trudimo ugajati drugim, osrečiti druge. Tudi zato, ker si želimo izogniti močnim občutkom krivde, ki smo jih prinesli v odraslost, in sramu, ki ga nosimo v sebi, da nismo dovolj. In to sta dve neprijetni čustvi, ki v našem telesu sprožata prav fizično bolečino. In tem občutkom se izognemo na način, da neprestano dajemo sebe na stranski tir. Ah, saj jaz bom že, ali pa saj za mene mi je vseeno, samo da bojo, da se ne bomo kregali. In seveda ta občutek lastne vrednosti črpamo iz odzivov drugih ljudi. Se pravi, da ga postavimo nekam tja zunaj. In svojo vrednost utemeljujem glede na to, koliko so ljudje okrog mene srečni, koliko so zadovoljni. In potem se nam zgodi, da ljudje okrog nas niso srečni in kljub temu, da se zelo trudimo, da vse naredimo za njih, in toliko energije vlagamo v to, da bi jih zadovoljili, pa se še to vedno ne zgodi, so ti ljudje še vedno nesrečni. Soodvisni ljudje to dojamemo, kot da nam je spodletelo, da je z mano nekaj narobe, ker te jaz ne zmorem osrečiti. In to je tisto, kar v meni vzbuja potem občutek sramu, za nekaj, kar nisem naredila, za kar nisem navsezadnje niti odgovorna in na kar nimam vpliva. In
prevzemanje odgovornosti za druge ljudi je v soodvisnih odnosih eden od glavnih dejavnikov, da so odnosi tako zelo nezdravi, naporni, dušeči, in da je v teh odnosih prisotno toliko nezdrave krivde, nezdravega občutka krivde. In če se vrnem zdaj nazaj k samozavesti. Samozavest je v bistvu posledica jasnega občutka sebe. Ko zmorem integrirati svojo zgodbo in s tem v sedanjem času, v trenutnih odnosih, lažje prepoznam, kaj je to, kar je moje in kaj ni moje. In ko prepoznam, ko se zavedam, kaj jaz v tem trenutku čutim, ko to zmorem ubesediti, s tem drugi osebi sporočim, da sem tudi tu, drugačna sem od tebe. In to, kar mi daje to samozavest, je, da jaz upoštevam sebe, da jaz povem to, kar je moja notranja resnica. In s tem, ko upoštevam sebe, se zavedam, da imam vpliv in da sem enakovreden člen, kdorkoli že zdaj v tem trenutku z mano je. Ko povem, a mi je nekaj všeč, a mi nekaj ni všeč, se mi mogoče kaj upira, do tega čutim jezo, ali pa karkoli je že. Ko to izrazim, s tem ostajam zvesta sebi. In si tako kažem, da se imam rada. In ko to izrazim, je to tisto, kar mi daje zaupanje vase, da sem se upoštevala in da bom zmogla, karkoli že pride nasproti. Zato se zaupanje v bistvu začne pri nas samih in ne v drugih ljudeh. In če nimate zaupanja v druge ljudi, potem je treba najprej pogledati vase, koliko jaz zaupam vase, koliko zaupam v to, da sem iskrena do sebe in da se bom upoštevala, karkoli že za mene v tem trenutku je. Ta vzorec zapuščanja sebe pa seveda posledično vpliva tudi na naše odnose. In s tem vzorcem si začnemo ustvarjati soodvisne odnose. To pomeni, da je moj fokus nenehno usmerjen na druge ljudi, želim pomagati drugim, rešujem težave drugih, delam za druge to, kar sami zase, kar lahko drugi naredijo zase, prevzamem odgovornost za druge. In vse to počnem zato, ker se želim izogniti konfliktom in strašansko se bojimo ostati sami in se želimo izogniti izgubi odnosa, da nas bodo ljudje zapustili. Ker če jaz ne bom ugajala tebi, potem obstaja možnost, da me ti ne boš več rabil in boš odšel. In če povem zelo na kratko, soodvisni ljudje potrebujemo ljudi, ki nas potrebujejo. Ker ko me ljudje potrebujejo, je to garancija, da me ne bojo zapustili. In če si ustvarjamo soodvisne odnose, potem smo skoraj zagotovo v odraslost prinesli močan, nezdrav občutek krivde. In ta občutek krivde nas razjeda takrat, ko se postavimo zase, ker se nam zdi, da za to nimamo pravice, ali pa takrat, ko izrazim, da tudi jaz zase nekaj želim, in ker težko rečem ne, po večini potem ugodim drugim, in tako se potem zabrišejo meje med menoj in drugo osebo. In da razrešim to dilemo, kje se jaz končam in kje se druga oseba začne, kaj je moje in kaj ni moje, je nujno, da začnemo pri sebi. Da jaz prepoznam, kaj je
zdaj v tem trenutku za mene res, kaj je meni prav in kaj je to, kar mi ni prav. In jaz verjamem, da so moji odnosi in odnosi vseh vas lahko zadovoljujoči, ko najprej poskrbim zase, ko se zmorem slišati, ko prepoznam, kaj je moja notranja resnica in potem v skladu s tem tudi delujem. In lahko vam rečem čist iz svoje izkušnje in iz vsakodnevne prakse, da je res užitek slišati ljudi in njihove zgodbe, ko pripovedujejo o svojih izkušnjah, zaradi tega, ker zmorejo postaviti mejo, ker zmorejo reči ne. Kako zelo dober občutek jim to daje vse. In ni bolj samozavestnega občutka kot to, da sem povedala, ja, da mi do ničesa ni, in sem to tudi upoštevala. Ne glede na to, kak je bil odziv na drugi strani. V bistvu takrat, ko rečemo ne drugi osebi, ko tako tudi čutimo, s tem damo darilo obema. Sebi, zato ker smo se upoštevali, zato ker smo se poslušali, in drugi strani zato, ker sem bila do druge osebe iskrena. Ker v tem odnosu ja pomeni ja in ne pomeni ne. In ne rečem ja, čeprav si vse mislim, joj, to pa ne bi. In tudi, če vsak pri sebi pomisli, kako mu je slišati, ko nekoga nekaj proste, pa si na drugi strani ta oseba začne bodisi izmišljevati neke izgovore, ali pa je ta ja tak, no, dobro. Ni nekaj, kar bi bilo prijetno. In zdaj se postavite v to vlogo, ko nekomu rečete, no, dobro, naj ti bo. Bistveno lažje furati nek odnos, če jaz vem, da ko mi ta oseba reče ja, da to tudi mislim. In točno na tak način mi osrečimo sebe in druge ljudi, da to, kar mislim, izrazim in v skladu s tem delujem. Če pa neprestano druge ljudi postavljamo pred sebe, potem se nam sčasoma zgodi, da se nam do teh ljudi nabere toliko enih zamer, ker so vedno znova na vrsti pred nami, da tudi neki iskren odnos s temi ljudmi ni več mogoč. In vse te zamere so v bistvu čedalje večji prepad med nama, zato ker jaz njemu zamerim nekaj, kar on od mene hoče, v bistvu sem pa jaz odgovorna za to, da mu sporočim, da nekaj za tebe ne želim narediti. In vse te zamere so naše nepotešene potrebe, za katere smo mi odgovorni sami. To je naša odgovornost, moja. Če mogoče namenim še par besed temu programu. Točno to, o čemer zdaj govorim, temu je tudi program namenjen. Da pridemo nazaj k sebi, da spoznamo svoj svet, svojo zgodbo, da popredalčkamo, kaj je moje, kaj ni moje, ker če na nek način odnose vedno soustvarjamo. Če so dobri ali pa če niso dobri, če hočemo ali pa če nočemo. Mi damo svoj prispevek, ko se držimo nazaj ali pa ko povemo svojo resnico. Soustvarjamo odnose, ne glede na to, kak je naš odziv. Pravi, da bistveno več damo, če podelimo sebe, kot pa če od sebe ne damo nobenega feedbacka in smo sam nek pasivni spremljevalec in opazovalec. Znotraj tega programa so tudi skupinska srečanja in sama se zavedam, da je ta moč skupine tista, ki nam lahko pomaga, da presežemo
trenutno stanje z bistveno manj napora, kot če bi to počeli sami. A ne? In takrat, ko sem v skupini, rezoniram s temi ljudmi okrog sebe in zato je še kako zelo pomembno, s kakimi ljudmi se družimo. A ne? In v skupini dobim ta občutek, da nisem sama, da se družim z nekom, ki ima podoben cilj, z njimi lahko delim svoje razmišljanje, svoj pogled in imam tudi različna zrcala, ki mi pokažejo, da obstaja to, kar do zdaj nisem vedela, da je možno. Se pravi, razmišljanje nekoga drugega je lahko drugačno od mojega in mi to da vedeti, da obstaja še kaj drugega razen tega, kar jaz poznam. Zato so največji vplivni dejavnik v skupini ljudje. Ne toliko neke informacije, ki jih konzumiram, ampak izkušnja, ki jo dobim. In iz letnega programa, ki smo ga že zaključili, so bili odzivi točno to. A ne, da to, kar je te udeležence podprlo, je to, da je bila ta skupina, ki jim je dala vedeti, da v tem niso sami in da se drugi soočajo s podobnimi tegobami, in da se v tem podpiramo. Da je naša pot bistveno lažja, če nas je v tem več. Ja, toliko mogoče iz moje strani. Gospa Nataša, imate še vi mogoče kaj za dodati? No, zdaj, seveda ste tudi povabljeni, da napišete kakšna vprašanja, če imate v chat, pa jih bomo prebrali, ali če želite, lahko se tudi vklopite mikrofone, pa nas vprašate direktno oziroma gospo Natašo. Drugače, sam program se bo začel v januarju. Trenutno zbiramo predprijave za ta program. Program bo trajal nekaj časa, kakor je gospa Nataša povedala, tudi z naše strani lahko dobite dodatne informacije, če boste želeli. Vedno nam lahko pišete na info@mojpsihoterapeut.si, kjer se lahko tudi prijavite na program, če želite. Ja, še to, cena programa je drugače 250 €, vključuje vse materiale, interaktivne vsebine, tudi srečanja z gospo Natašo. Za predprijave, ki so do 5.12., pa je cena znižana na 180 €, ker želimo, da vas se čim več prijavi. Zdaj, to je v kratkem, kar se tiče naših informacij, če pa še kdorkoli ima kaj za vprašati, vas zdaj lepo vabim. V chatu pa imate tudi naš mail, če je komu lažje, da se tako prepiše. Evo. To, kar se jaz sprašujem, je, a je kaj od tega, kar smo se zdajle pogovarjali, mogoče potrkalo pri vas? Ste se v čem od tega prepoznali? Je kaj tisto, kar vam je domače? Pa bi kdo z nami želel podeliti svojo izkušnjo? Kaj je tisto, kar ga je zdajle nagovorilo? Kje ste? Kje ste? Evo, če mogoče preberem, gospa Urša sprašuje, koliko srečanj bo. Če je tečaj primeren tudi za najstnike? To imamo eno vprašanje. Ne. Jaz bi rekla, da je tečaj oziroma program bolj namenjen odraslim. Ljudem, ki imajo težave točno v tem, kar smo zdajle govorili. Težave v odnosih, zato ker se jim zdijo preveč naporni, dušeči, težave pri postavljanju meja, težave pri tem, da težko prepoznajo svoje občutke, težave v odnosih, ja. Mislim, da ni za najstnike, ne. Ampak da je bolj za odrasle ljudi, ki so že v nekih odnosih, ali pa jim je mogoče težko vzpostaviti odnose, in tako naprej.
Zdaj imamo še kar nekaj vprašanj, pa bom jaz po vrsti. Mhm. Gospa Ines je vprašala, kaj pa nadzor, kontrola v življenju je tudi del neljubezni do sebe. Vprašanje nadzora in kontrole v življenju, ne? Ja, definitivno, definitivno. Več negotovosti čutim v sebi, večjo potrebo imam ob tem, da kontroliram in nadziram svojo okolico. Definitivno, ja. Ker če bi bila okej s tem, kar v meni je, potem lahko grem s tokom. Je pa v meni nekaj, čemur se želim izogniti, potem bom zelo nadzirala okoliščine, zato da do tega ne pride, kar bi v meni izzvalo bodisi žalost, bodisi sram, karkoli, a ne. Ja. Potem naslednje vprašanje, gospa Nina je vprašala, bo v tečaju tudi poudarek na prepoznavanju čustev, preklapljanju iz stanja zamrznitve v pravi občutek čustva. Oziroma, če razumem, kako to praktično narediti. Ja. Program je zastavljen tako, da je sestavljen je v bistvu iz 2 modulov. In v prvem delu je poudarek prav na tem, na čuječnosti, na prepoznavanju tega, oziroma poudarek na tem, da pridemo nazaj k sebi. Kaj se v tem trenutku z menoj dogaja, kake so zaznave, ja, s čim prihajam, kaka so čustva in tako naprej. Ja. Drugi modul je namenjen bolj odnosom, izbiri partnerja, temu ljubezni do sebe, se pravi, koliko jaz spoštujem sebe, se upoštevam, in tako naprej. Ja. Tudi na to je poudarek. To je glavni poudarek. Zdaj imamo vprašanje, koliko spletnih srečanj bo? Sam program traja 8 tednov in dobivamo se vsak drugi teden, se pravi, so 4 srečanja, ki bojo trajala cirka 1 uro običajno. Zdaj, če bi bilo veliko udeležencev, potem bi mogoče imelo smisel, da trajajo 1,5 ure, ampak to je zamišljena so 1 uro, če bo se pokazala potreba po tem, da bi bili 1,5 ure, je tudi to stvar dogovora, no. Mišljeni so pa kot 1 uro. Potem gospa Ines sprašuje, je tečaj primeren tako za začetnike, kot tudi za nas, ki že veliko delamo na sebi? Absolutno je primeren za različne nivoje. Je pa vedno tako, a ne. Moja izkušnja do zdaj je, da skozi ta tečaj je tudi odvisno, koliko so ljudje pripravljeni dati, a ne. In če so na tečaju ljudje, ki so pripravljeni več dati, se pravi, da to vpliva na celo skupino. In glede na to, da so srečanja ne individualna, v živo, tudi z nami, lahko od teh srečanj v živo zase dobite več, kot pa nekdo, ki je pripravljen v skupini manj dati. Se pravi, toliko, ko ste vi pripravljeni od tega vzeti, toliko boste zase dobila. Če ne od same neke teorije, pa od srečanj v živo. A veste, vedno, karkoli v življenju počnemo, zase dobimo toliko, kot smo mi v tistem trenutku pripravljeni vzeti. Če tudi se samo srečamo z nekom na ulici in imamo z njim neki pogovor,
zase dobim toliko, ko sem v tistem trenutku pripravljena vzeti. Lahko nič, lahko pa ogromno. Tako da, kakorkoli, jaz si mislim, da nikoli ni, da bi bilo preveč. Da bi nekdo bil preveč napreden, da mu da v neki skupini ne more nič zase dobiti.